Ponovno bo danes z nami dr. Peter Papuga, saj vemo, da njegova razmišljanja in nasvete radi poslušate. Za vse tiste, ki bi želeli preizkusiti različna oziroma oba vidika zdravljenja skupaj pri vas, najbrž obstajajo prav posebna navodila. A veste, so navodila, ki so zelo splošna, ne? In to pač, kar zadeva neka splošna pravila dobrega hranjenja in dobrega odziva telesa na hrano. To je spet, jaz bi rekel, potrebno enega nadzora, enega sledenja in prilagajanja, ne? Ker to, kar so neka splošna navodila, ki jih jaz zagovarjam, lahko še zmeraj nekomu ne ustrezajo, ne? In pri prehrani in pri gibanju in pri načinu življenja nasploh je treba nekako postaviti optimalno razmerje glede na starost, glede na stanje telesa, splošno zdravstveno stanje, pa tudi na nekatere, bi rekel, bolezenske spremembe. Tako da ni vse za vsakogar. In mogoče je tukaj neka špranja med recimo znanstveno medicino in alternativnim načinom zdravljenja, da ne seže toliko v podrobnosti, ampak postavlja bolj taka, jaz bi rekel, ostra pravila, ki marsikomu tudi ne ugajajo. Ne? Pa vendarle, ko se pacient odloči, da pride k vam, na kratko, kako nekako postopek zdravljenja oziroma vašega pristopa do njega poteka? Pa namreč jaz nikoli nimam preostre meje med zahodnim načinom zdravljenja in tem, kar jaz delam. To, kar jaz delam, dejansko ne izključuje druge načine zdravljenja, ne, in tudi druge alternativne načine zdravljenja, tako da pač vsakdo si izbere to, kar želi, ne. S tem, da jaz prevzamem odgovornost za moj delež in za to, kar jaz delam in kar jaz priporočam, in na temu tega tudi znam nekako slediti in korigirati morebitne napake v prijemu, ne, ampak je način, bom rekel, dopolnjevanja meni najbolj nekako domač, ne, in jaz absolutno jaz bi rekel, 90% recimo neozdravljivih bolezni nisem nikoli prva metoda izbire. Jaz sem bolj neka spremljajoča metoda in tu se pogosto dogaja tudi te pomote, da si ljudje želijo bom rekel, se na eno stran spraviti rešitve, pa dejansko v nekem sodelovanju, ne. In to je problem tudi neke splošne izobraženosti ali pa naj rečem neizobraženosti na temu meja alternativne medicine, ne, ker mi danes dobro vemo, da je znanost vseeno dosegla, jaz bi rekel, visoko raven razumevanja nekih sprememb v telesu na celični ravni in na genski zasnovi. Tako da vse, kar mi delamo, je pravzaprav poskus ene varne združitve in to je tudi neka moja vizija nadaljnjega dela. Vem, da ste velik strokovnjak tudi na področju prehrane. Mene zanima... Pa jaz bi rekel zmeran, nisem tako velik, ja. Mene zanima, že prej ste omenili, da se moramo posluževati sezonskega hranjenja in biti pozorni na to, kaj raste v nekem določenem obdobju in uživati to takrat. Ampak vseeno, če bi lahko generalno navodilo dali, kakšen je nek optimalen krožnik za obrok? Pa, če hočete splošna pravila, jaz ne rad posplošujem, ampak recimo, da ni dobro, da uživamo več kot 5 živil v enem obroku, recimo, in je dobro, da ločujemo pač živila, ki se prebavljajo večinski delež v kislem okolju, kakor so beljakovine, od živil, ki se prebavljajo v alkalnem okolju v dvanajstniku, ne. Seveda, da je ogromno živil že po sami temeljni sestavi potrebno obojih, ne. In zdaj to, kar recimo presega beljakovinski delež tam od 1/5 gor, bi bilo dobro ločeno uživati z zelenjavo, listnato zelenjavo v prvi vrsti z vlakninami, ne, brez veliko škrobnatih prilog, ne. Na trgu je vsak dan več ponudbe alternativnih zdravljenj. Zanima me, kako se lahko pacient oziroma potrošnik odloči, katera je prava zanj in kateri so kriteriji za kakovost. Veste, problem kakovosti je dejansko spet eno novo področje že pri samem nastajanju izdelka. Če vi hočete imeti dobre izdelke, potem morate imeti
vse certificirano od začetka dalje. Ne. To se pravi od kakovosti prsti, v kateri je zelišče zraslo, ali pa začimba, ne, do načina predelave vseh, ob procesu predelave uporabljenih zelišč, a je to šlo za samo desikacijo, ali so šli kakšne kemični procesi vmes. In to so vse pravzaprav področja, za katere skrbi naš urad za registracijo zdravil. Ne. In zdaj, če nekaj hočemo poimenovati zdravilo in dejansko mu dati neko čisto podobo, so vsi ti podatki nujni. Ampak če govorimo nasplošno, ne, na trgu je veliko preveč vsega, ne, in seveda, da en laik težko izbere to, kar je zanj najbolj idealno, ne, ampak je pa to nujno pri vseh posegih, in znanstvenih in neznanstvenih, da si vsakdo pri zdravljenju pred začetkom postavi cilj. In jaz ves čas na ta način o tem govorim, da dejansko mi potrebujemo dejstva. Ne. Zdaj, dejstva so seveda lahko tudi neugodna, ne, ampak so neizogibna. Ne. In pač vsi se rojevamo in umiramo. Je pa stvar samo ta, da vse, kar počnemo v neki povezanosti. Tako da, če želimo vedeti, kako nek pripomoček ali pa prehransko dopolnilo pomaga, je dobro, da se z nekom posvetujemo na temo tega, ne? Da potem eventualno damo pregledati kri, če gre konkretno, ne vem, za železo, ne? In za B12 ali pa če hočete kaj drugega, ne? In da potem po 3 mesecih naredimo kontrolni pregled. Ko gre za neke biomedicinske prijeme, ki so recimo tudi merljivi, ne? Ko pa gre za nespečnost ali pa za neko bolečino, ki se pojavlja pa zgineva, pa ravno tako se vodi neki dnevnik in se ravno na tej ravni spet doseže, jaz bi rekel, dejstvo o učinkovitosti ali neučinkovitosti. Ne. Zgolj dejstva so tista. Ja, jaz namreč ne vidim sreče, če bomo vse spravili v neko metafiziko. Ne. Med nami se dogaja seveda veliko nemerljivih, dobrih in slabih vplivov in ljudje smo tam, kjer so naše misli, pravi pregovor, ampak na vsak način, če želimo ohraniti neko zdravo pamet in če želimo delovati po nekih, jaz bi rekel, etično neoporečnih merilih, mi rabimo informirati posameznika, ker v končni fazi vsakdo se odloča za svoje zdravje početi to ali to. In zdaj, če nekdo izbere drugo pot, ki se ne konča dobro, je to še zmeraj njegova izbira, ki jo moramo spoštovati. Ne? In ne, bom rekel, drezati v neka agresivna področja vedenja, ne? Ker to je spet neka nova konfliktna faza v družbi. Ne? Dr. Papuga, najlepša hvala za tale lep zaključek in za pogovor. Hvala za povabilo. Poletje je pred vrati, dragi naši gledalci. Želim vam, da ga preživite čim lepše. Mi pa bomo z vami tudi avgusta. Nasvidenje do takrat.